Živjo, kako si? V današnjem videu ti želim pokazati 4 preproste vaje za upočasnitev in izboljšanje artroze v kolenu. In če me še ne poznaš, me veseli. Jaz sem dr. Aleksander Mota, sem fizioterapevt osteopat in zelo sem vesel, da si tukaj. Poglej to vprašanje. Dr. Aleksander Mota, imam artrozo v kolenu in vneta meniskusa. Vedno delam raztezne vaje, ampak naslednji dan imam občutek, kot da me nekaj stiska za zadnjim delom noge. Ne vem, če sem dobro razložil, ampak bil bi vesel, če bi mi svetovali. Artroza je ena izmed najpogostejših tem. Tako v moji ordinaciji, kot tudi v vprašanjih, ki jih prejemam na Instagramu in tukaj na YouTubu. Ampak opažam, da veliko ljudi sploh ne ve točno, kaj je artroza. Ali gre za vnetje, ali je to nekaj, kar hitro mine, ali je to nekaj, kar lahko reši samo operacija, ali obstaja zdravilo, ki ga vzameš in artroza izgine. Pojdimo naprej. Artroza je sinonim za obrabo. Poznaš podplat? Tisti na supergah, ko veliko hodiš, ali na natikačih, vidiš, da se začne bolj obrabljati. In odvisno od kakovosti natikača, odvisno od načina, kako stopaš, se podplat bolj obrabi na eni strani kot na drugi. Oblika podplata čevlja se spreminja glede na obrabo. Enako se zgodi s kolenom. Poglej, tukaj je prikazano koleno, stegnenica, kost stegna in golenica tibia. Bodite pozorni, da imajo te kosti površine, ki so zelo gladke, se prilegajo in drsijo. Ko prihaja do obrabe, se zgodi to, da ta del tukaj ni več raven in začne imeti te hrapavosti. Začne postajati neraven, prav tako na kosti stegna, kot tukaj na kosti golenice. Ta vrsta obrabe, ta izguba te oblike tukaj je artroza. Zdaj sem šele razumel. Kaj? Zdaj sem šele razumel. Torej je zaradi te izgube, te oblike, zaradi te obrabe, da se pojavijo simptomi artroze, ki so bolečina seveda, ker se obrablja, včasih je že skoraj pride do stika kost ob kost. Tisti občutek, ki se začne kot občutek peska v sklepu, preide v škripanje, nato v pokanje, včasih pa celo v občutek zagozdenja v kolenu. Lahko se pojavijo tudi tiste otekline, kar imenujemo sklepni izliv ali voda v kolenih. Au! Aleksander, torej se je obrabilo, potem ga je treba samo zamenjati, če je drugo koleno, če bi se ponovno rodil. Potem je to stvar starosti. Mirno, ni čisto tako. Pomislite skupaj z mano, če bi bila to stvar starosti, mladi ljudje, ki nimajo prekomerne telesne teže, ne bi imeli artroze. Ali ni res? In če bi bilo, zaradi tega bi imel vsak starejši človek, ki je v določeni starosti, artrozo. Vemo, da ni tako. Poznamo ljudi, ki so že v pozni starosti in nimajo nobenih težav s kolenom, in poznamo tudi najstnike, ki že imajo obrabo, že imajo to artrozo. Res je, v večini primerov gre za mehansko preobremenitev, za prekomerno gibanje. To pomeni, da preveč premikate en del kolena, bodisi notranji ali zunanji del, in prav to neravnovesje, ta neporavnanost povzroči obrabo. Ampak kako potem to izboljšati? Preprosto je. Izboljšamo poravnavo kolena, ravnotežje gibanja. Pomislite skupaj z mano. Če je moje koleno neporavnano, neuravnoteženo, povzroča artrozo, da ga izboljšam, moram izboljšati kolk, gleženj in stopalo. In na koncu še samo koleno. Ko dam več ravnotežja, ko sprostim več gibanja osrtih sklepov, moje koleno neha bolj obremenjevati zunanjo in notranjo stran kolena. Neha obremenjevati meniskus in pogačico. In potem se ti simptomi artroze zmanjšajo in ustavite napredovanje artroze. O moj bog! Pravzaprav sem že posnel video, v katerem pokažem, kako izboljšati koleno preko stegna. Tukaj na kartici ga najdeš, da si ga lahko kasneje ogledate. Torej, 4 vaje, ki ti jih bom zdaj pokazal, so: prva, za izboljšanje gibanja kolka, druga, za izboljšanje gibanj stopala, tretja, za izboljšanje gibanja gležnja in nazadnje za izboljšanje gibanja samega kolena.
Pravzaprav bi rad vedel od tebe, ali te poleg bolečine v kolenu moti še kateri drug del tukaj. Pusti komentar tukaj spodaj, saj ti bom tako lahko bolje pomagal. Tako da odgovorim na tvoj komentar ali pa posnamem video, v katerem odgovorim na tvoje vprašanje, tako kot snemam tega tukaj. In seveda, da ne zamudiš svojega odgovora, ne bodi nepreviden. Naroči se na kanal, vklopi zvonček in označi vsa obvestila, ker bom odgovoril na tvoje vprašanje, YouTube pa te bo še obvestil, da odgovarjam. Poglej, kako super, poglej, kako praktično. Torej, pri prvi vaji bomo izboljšali gibanje bokov. Preprost način, da to naredimo, je, če imaš doma tak stol, ki se vrti, ni nujno, da ima kolesca, prav? Mora se le vrteti iz ene strani na drugo. Naredil boš tako. Usedi se udobno, s hrbtom dobro naslonjenim na naslonjalo stola in pusti stopala trdno na tleh. Torej, če je tvoj stol previsok in ne moreš dobro položiti stopal na tla, je odlična ideja, da ga malo spustiš ali pa pod stopala postaviš oporo. Stopali trdno na tleh boš preprosto zibal telo na eno in drugo stran. Ko narediš ta gib, obračaš stegnenico, torej razteguješ mišice kolka, mažeš kolčni sklep. In tudi za samo koleno že pomagaš, kot da odpiraš in zapiraš zunanji in notranji del kolena. To preprosto gibanje je odlično za izboljšanje ravnotežja kolka in za izboljšanje gibanja samega kolena, še posebej, če je vpleten meniskus, kot v današnjem vprašanju. In to sproščujoče gibanje boste izvajali brez naglice 30 sekund. In če nimate stola doma, to ni problem, ta isti vaj lahko izvajate leže na posteli ali na kavču. Torej, lezite na bok z upognjenimi nogami in naredite naslednje gibanje. Razmaknite kolena, tako da koleno usmerite proti stropu, kolikor zmorete, dokler vam je udobno. Nato vrnite v začetni položaj, nato razmaknite peto in spet vrnite. To je enako gibanje, kot ste ga delali na stolu, le da tukaj to počnete z eno nogo naenkrat. Dober nasvet je, da položite roko na bok, da preprečite obračanje kolka naprej ali nazaj, oziroma da se trup kot celota obrača. Pustite roko tukaj na boku, da se medenica ne premika. Dvignite koleno, dvignite peto. Dvignili ste koleno, dvignili ste peto, to je en gib, naredili boste 10 ponovitev z vsako nogo. In da naredite z drugo nogo, se samo obrnete na drugo stran, druga vaja je za stopalo, tretja vaja pa za gleženj. Torej boste sedli, prekrižali stopala tukaj, pazite, da se ne opirate na stopalo, prav, podprete tukaj nad gležnjem, da je stopalo prosto. Z eno roko držite tukaj gleženj, primete za peto, z drugo roko pa od spodaj objamete nard stopala. In tukaj boste izvajali te gibe, kot da bi zvijali. Ena roka gre v eno smer, druga pa v drugo. Zavijete na eno stran, zavijete na drugo. Zavijete na eno stran, zavijete na drugo. Ta gib boste izvajali tukaj 30 sekund. Pazite, da ne silite, dokler ne začutite bolečine. Prav? Naredite ta gib le do točke, kjer vam je še udobno. In tukaj že nadaljujemo s tretjo vajo, ki je namenjena izboljšanju gibanja gležnja. Pri tretji vaji boste prijeli nad gležnjem, nad to kostjo tukaj, ki je na notranji in zunanji strani, objeli boste prste na nogi in naredili ta gib, kot da rišete krog. Ne pozabite gibati le do točke, ko ne povzroča bolečine. Lahko naredite 10 krogov v eno smer in nato 10 krogov v drugo smer. Ta roka tukaj nad gležnjem preprečuje, da bi se noga premikala, prav? In opazite, da to tukaj ni raztezanje, ni mi treba preveč siliti, da bi šel predaleč v razteg. Samo velik krog moram narediti. 10krat v eno smer, 10krat v drugo smer.
In najboljše gibanje, najboljša vaja, ki jo poznam za izboljšanje sklepa kolena, izboljšanje gibanja kolena, predvsem gibanja meniskusov, je ta vaja. Sedeš se stopalom na tleh, dvigneš sprednji del stopala, dvigneš prste, pustiš peto na tleh. In naredil boš ta gib kot brisalec vetrobranskega stekla, navzven in navznoter, 10krat zelo počasi. Potrudi se, ko potegneš stopalo navznoter. Ponovi, vsakič, ko prineseš stopalo navznoter, se res potrudi pri tem gibu. Stopalo gre navzven in se res potrudiš, ko ga potegneš navznoter. Pri gibu navznoter se res potrudi. Naredi to 10krat brez naglice. In to so nekateri izmed vaj, ki so v metodi Shodo za koleno. Če še ne poznaš, je to spletni program za izboljšanje zdravja tvojega kolena. Preprečuje težave, upočasnjuje obrabo in seveda uči, kako obvladovati bolečino s preprostimi vajami. Če želiš več informacij, želiš izvedeti, kako deluje, ali pa sodelovati in pridobiti metodo Shodo za koleno, je povezava v opisu tega videa. Zdaj pa želim slišati tvoje mnenje. Ti je ta video pomagal? Si se naučil kaj novega? Zato klikni na všeček tukaj, da se mi zahvališ. Se bo tvoj všeček pomagal tebi, drugim ljudem in našemu kanalu. Ta kanal je naš. Želim, da pošleš ta video in vse druge videe z tega kanala naprej, da pomagaš tistim, ki imajo bolečine. Pomagaj ljudem, ki jih imaš rad, da nehajo sami jemati zdravila, ker mislijo, da ni drugega načina za lajšanje bolečine. Tukaj zgoraj puščam posnetek prenosa v živo, ki sem ga naredil, kjer sem dajal nasvete o kolenih in odgovarjal na vprašanja v živo. Samo klikni in si oglej. Spodaj je celoten seznam predvajanja o bolečinah v kolenu. Če je video tam, lahko pomaga tistim, ki imajo bolečine v kolenu. Tukaj se poslavljam, veliko objem in se vidimo naslednjič.